Gospa Jožica Ličen, dobrodošla na kavi. Hvala. Namestnica ravnatelja škofijske Karitas Koper in gonilna sila kolonije Umetniki za Karitas. Gospa Jožica, ko rečemo Karitas, kaj vam to pomeni? Ja, Karitas je ljubezen do bližnjega. Tista, ko ne pričakuješ, da ti bo nekdo vrnil nekaj. Preprosto meni pomeni, da imaš rad vse ljudi in da jim želiš pomagati po svoji moči. Imamo že kavo, evo. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Je Karitas drugačna od drugih dobrodelnih organizacij? Ima v sebi tisto več, ni to samo materialna pomoč ubogim, onemoglim in tako naprej? Ja, je tudi materialna, vendar ne samo materialna. Je celo bolj pomembno tisto drugo? Tako. Marsikomu pomeni več kot paket hrane, pogovor. Pogled v oči, če hočete, čisto preprosto, človeško spremljanje, pa tudi spodbujanje. V zadnjem času je potrebno kar veliko ljudi spodbujati, kajti mnogo, preveč jih je izgubilo upanje. In mislim, da je to eno glavnih poslanstev Karitas, ljubezen do bližnjega. To je cerkvena humanitarna organizacija. Jezus je rekel, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe, in mislim, da to je povedano vse. Ko ti nekoga srečaš, mu ne moraš samo nekaj dati, mu moraš dati svoj čas, svoje znanje, predvsem pa svoj talent. A smo na nek način, je družba na nek način zašla? Imate ta občutek, v nenehnem stiku ste z ljudmi, še posebej s tisto neko rizično skupino, kakorkoli že? Ja, dejansko jaz se srečujem v glavnem z ljudmi, ki imajo težave. Tako da je včasih dobrodošlo, da srečam nekoga, ki nima težav, ker v tem primeru vidim, da tudi svetlo plat življenja. Vendar družba preveč gleda na materialne dobrine. Tudi materialne dobrine so potrebne, to je normalno. Sam človek, tisti trenutek, ko sem jaz prvič slišala človeški viri, človek ni vir za nekoga, da ustvarja dobiček. Človek je človek za dobro, za delo, za življenje, skratka za družbo, nujno potreben. Ni pa vir za nekoga, da bo na ta račun zbogatel. In mislim, da v tem smislu je danes problem. Je tudi veliko mladih, ki so potrebni pomoči. Ja, tudi mladi so, ki so potrebni pomoči, vendar jaz bom drugače povedala, z drugega zornega kota pogledala. Mladi, ki imajo izkušnje dela, pridnosti, iskanja poti iz stiske, ki imajo to izkušnjo od svojih staršev, drugače spremljajo sedanjo situacijo. Moram reči, pri nas na Karitas že veliko mladih prihaja, ko so hodili pred njimi njihovi starši, morda tudi njihovi stari starši. Tako da žal revščina se marsikdaj v družinah ponavlja in mislim, da je skrajni čas, da presekamo to ponavljanje. In kaj mislite, da je tisto, tako na videz bi rekli, da imamo vse, ne? Ja. Da ta moderna družba ima res vse, da je prepolno vsega pravzaprav. Kaj je torej tisto, kaj nam manjka? Ja, imamo vse. Pa vendar nam vse manjka, imam tak občutek. Ja. Če se jaz obrnem, imam že svoja leta nazaj, smo imeli 10% tega, kar imamo danes. In ste bili bolj srečni? Tako, in smo mislili, imamo vse, ker nismo videli. Danes pa je televizija, mediji, vse reklame, vse nekam ljudi spodbuja, kupujte. Zdaj nekateri so tako kritični, da tega pač ne počnejo. So pa nekateri, ki so nesrečni, ker ne morejo kupiti vsega, kar jim reklame ponujajo. In jaz mislim, da tudi to je eden glavnih vzrokov. Ne moramo biti vsi enaki, kot so nas nekoč učili, čeprav nismo bili. Tako da mislim, da glavna
glavna revščina je v človeških glavah in v gledanju na vse to. Pa tudi, kot sem že rekla, pohlep. Pohlep, da bi nekdo imel čim več. Vse ne rabimo toliko. Zdaj je poletje, človek postane bolj karitativen, se mi zdi, tja november, december ali pa mogoče takrat bolj čutimo to. Pa vendar se te stvari dogajajo tudi zdaj, tudi poleti. Ja, jaz sem vsakokrat, ko pride čas Božiča, zdaj zelo moderno, Božiček prihaja iz vseh krajev in koncev, sam tisti ljudje, ki ga dobijo, prav je tako, lepo je tako. Pač nekako potrkajo na človeška čustva, vendar Božič mora biti vsak dan. Zima je en problem, poletje je drug problem. Skratka, revni imajo problem vedno, 365 dni, razen tistih, ki se jim odpre kakšna svetla točka in si pomagajo. Kaj pa se je povleklo v Karitas? Ste to vedno imeli v sebi? Je bilo to mogoče bil kakšen trenutek in ne vem, nekaj se je zgodilo v vas in ste rekli, aha, to je moje, to razumem kot neko vaše poslanstvo pravzaprav. No. Ja, težko bi rekla, to je bilo že v naši družini. Če povem, da je moja mama vzela v porodnišnici domov ženo, ki je rodila, ker jo doma niso hoteli sprejeti. To je bilo davno, davno nazaj. In nekako nam je to privzgojila tudi nam. Potem pa jaz sem bila veliko let davkarca, sem delala na davčnim, predvsem s kmeti. In marsikdaj sem začutila stiske teh ljudi, istočasno pa ponos. Mi pa ne prosimo, slovenski kmet ne prosi. In takrat me je to še bolj spodbudilo. Ko sem pa potem razmeroma mlada, res mlada, šla v invalidsko penzijo, takrat je bilo leto 90 in se je ustanavljala Karitas. Pa sem rekla, kaj bi sedela doma, če lahko še kaj malega naredim. In ko enkrat v Karitas padeš, ni drugega, kot da plavaš. In to traja. To gibanje. To je gibanje, dobesedno. Ni samo neka organizacija. Ne, organizacija je okvir, kot pri sliki. Način življenja. Tako, organizacija je okvir, način življenja je pa, da vidiš stisko, tudi če nisi nagovorjen, tudi če nisi naprošen, začutiš. Rekli ste, da slovenski kmet ne prosi. Kaj smo Slovenci, verjetno imate tudi stike z Karitas po svetu, ne? A so ljudje v drugih državah potem drugačni? Jim ni nerodno povedati, da so v stiski. Se mi zdi, da Slovenci smo vendarle taki, da ko je res že prav potem... Ja, večina smo Slovenci izredno ponosni. Jaz se spomnim, ko so pri nas padale tiste največje firme, veliko solz sem videla. Pa ne solz, kaj bomo jedli, temveč solz, kam smo padli. Sram je bilo ljudi. Medtem ko iz drugih držav, pa naj bo to iz republik bivše Jugoslavije, sedaj tudi že vzhoda, pa tudi iz zahoda, ki prihajajo k nam, pa lažje vprašajo. Prvič jih nobeden ne pozna, mi Slovenci zelo damo na to, pa kaj bodo ljudje rekli. In drugič, oni nimajo mreže. Pri nas se zmeri dobi kakšna teta, kakšna stara mama, da kakšno pomoč. Medtem ko tisti, ki pridejo, pa res ostanejo, ne poznajo ljudi. In zato jim ne ostane drugega, kot da prosijo. Ampak se mi zdi, da vendarle Slovenci, ko pride do neke, rečemo temu navednicah, katastrofe, kakršne koli že, ali so to poplave, ali je to potres, ali ne vem kaj, pa vendarle takrat se odpremo, stopimo skupaj. To pa, mislim, da je ni države v Evropi, poznam. Bila sem na kongresu Karitas Evrope, svetovne Karitas. Če primerjam našo majhno Slovenijo in druge države, izredni smo za pomagati. Karkoli je bilo, naj bo potres, poplave, ta brezposelnost, ljudje so darovali. Tako da jaz, ko včasih rečejo, ja, so lačni, morda so res lačni tisti, ki se ne znajo skuhati. Vendar slovenski človek izredno čuti s sočlovekom. Je pa po drugi strani, kar mi je žal,
Veseliti se pa ne znamo s človekom. Ko je nekomu fajn, smo pa kar mal zavistni. Na to mislijo končava prvi del pogovora, povabim na kavico in nadaljujeva po reklamnem bloku. Hvala lepa.